Spoštovana gospa Špijak Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Spoštovani gospod Goran Lovšnik, podžupan občine Brežice. Spoštovana gospa Indra Špilič-Košan, predsednica Predsedstva Skupnosti muzeja Slovenije in direktorica Posavskega muzeja Brežice. Spoštovani predstavniki ustanoviteljev, sorodnih društev in izobraževalnih ustanov. Spoštovane nekdanje predsednice in predsedniki Predsedstva Skupnosti muzeja Slovenije. Spoštovani člani predsedstva, predstavniki članic in članov Skupnosti muzeja Slovenije, spoštovane kolegice in kolegi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice na slavnostni akademiji, s katero obeležujemo 55 let delovanja Skupnosti muzeja Slovenije. Skupnost muzejev Slovenije je v 50 letih in pol postala pomemben povezovalni člen slovenskih muzejev. S svojim delom si prizadeva za dvig kakovosti muzejske dejavnosti, spodbujanje sodelovanja med ustanovami, strokovni razvoj ter zastopanje skupnih interesov muzejev doma in v mednarodnem prostoru. V vsem tem obdobju se je zvrstilo kar 17 predsednikov in predsednic predsedstva, od leta 2022 pa to funkcijo, torej predsednika Skupnosti muzejev Slovenije, opravlja gospa Alenka Črnič-Košelj, ki jo sedaj tudi z veseljem vabim k besedi. Dragi kolegice in kolegi, spoštovana Špijak Spanžel, dragi Goran Lovšnik, naš podžupan, spoštovani nekdanji predsedniki in predsednice, spoštovani prosti, vi ste danes enako pomembni, zato je to prva vrsta bila določena. Kot vemo, nas dediščina zaznamuje, je del naše istovetnosti, naše središče in smer. Lahko je naš kompas, pa tudi naša kost. Muzeji smo skozi stoletja nastali iz potreb skupnosti ali pa posameznikov po določitvi trajnostnega skrbnika dediščine, saj so ljudi vedeli, kaj imajo v svojih rokah in so to želeli pokazati tudi drugim. Radi povemo, da so bili muzeji na začetku predvsem kabineti čudes, napolnjeni s predmeti lepote, pa predvsem tistimi predmeti, ki so bili nevsakdanji, nenavadni, redki, čudežni, skrivnostni. Dostopni le izbranim oziroma tako imenovanim elitam. Pa je to že tako imenovana davna preteklost. Muzeji že dolgo nismo le zbiratelji in varuhi lepega in nenavadnega, temveč smo skupnost, skrbniki kolektivnih in individualnih stoletnosti, mreža snovnega in nesnovnega, dinamične, javne in zasebne ustanove, osredinjene v dostopnost, etičnost, profesionalnost, inovativnost, vključenost v rešenje, deljenje, sodelovanje in seveda tudi trajnostni razvoj, ki vključuje vse sodobne teme, kot so podnebne spremembe, digitalizacija, medsektorsko sodelovanje in drugo, seveda smo se tega že vsega zelo močno naučili. Celovita skrb za dediščino tisočletij, ki nam je podeljena in predana, je velika odgovornost, ki jo z vsemi vami delimo tudi v Skupnosti muzeja Slovenije. Že 55 let, torej smo dobili 2 petki, če bi rekli po šolsko, in toj petki smo dobili za povezovanje slovenskih muzejev. Leta 1970, natančneje 18. marca 1970, zanimivo bila je prav tako sreda, se je v klubu poslancev na ustanovnem učnem zboru zbrala predstavnikov 33 pooblaščenih muzejev. Ta seznam je na voljo na naši spletni strani. Ustanovili so Skupnost muzejev Slovenije s sedežem v takratnem Muzeju Ljudske revolucije Slovenije, danes je to Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. To je bil čas, ko je bila večina današnjih tako imenovanih državnih in regionalnih muzejev že ustanovljenih in teh 33 je zastopalo večinoma vse dele takratne republike in današnje države Slovenije. Zelo smo se razširili, danes je 75 članov in članic, pa seveda zelo različnih profilov tudi muzejskih. Takrat so zapisali namen skupnosti in sicer, da povezani muzeji pospešujejo svojo dejavnost
medsebojno sodelujejo in obravnavajo vprašanje blizu skupnega pomena. Prvi predsednik je bil takratni direktor sedežnega muzeja Rade Polič, predsedstvo pa so sestavljali podpredsednik Marjan Vidmar, ravnatelj Tehniškega muzeja Slovenije, ter člani Zoran Kržišnik, ravnatelj Moderne galerije v Ljubljani, dr. Stefan Grišer, ravnatelj Pokrajinskega muzeja v Mariboru in Branko Marušič, ravnatelj Goriškega muzeja v Novi Gorici. Edini še živeči član, ki nas zelo lepo pozdravlja pri svojih 87 letih, žal ni moral nikoli odpraviti na pot, je bil pa izjemno vesel, da smo se spomnili nanj in seveda rekel, to je pa že tako davno v preteklosti. Skupnost je bila potem že registrirana isto leto 24. septembra 1970. Pa če gremo še malo v stoletja, letošnjo praznovanje bi lahko rekli, da poteklo kot venetno čudež. V tej viteški dvorani Rešice, oziroma po 1940 postavskega muzeja Rešice, in to dan po krstnem dnevu avtorjem slikal Frančiška Karla Rejma. Tam na levi strani nas opazuje in gleda in si misli, kaj se dogaja. 350 rojstva smo torej, oziroma krsta, po včeraj sledili skupaj strokovnjaki iz Evrope v tem delu letošnjih aktivnosti obsežnega programa v Sloveniji. Zato, ker veste, da ne bom še čisto končala, si lahko med poslušanjem tudi ogledujete to dvorano, najdete prizore, ki so vam najbolj všeč, ali pa tako, kot bi mi radi muzealci, da imamo vedno veliko želja, da bi nam fortuna pustila kakšne vrstnosti kovancev, ki jih ima. Mogoče je to pravda. Torej, hvaležna sem, da sem vas kot predsednica Skupnosti muzejev Slovenije ter direktorica Posavskega muzeja Rešice lahko v tem letu povabila k nam. V mesto in regijo s pomembno strateško vlogo, kar potrebuje tudi ta dvorana. Hvaležna tudi za to, da je bil moj predhodnik Stanko Škaler med ustanovitelji skupnosti, da imamo od leta 2022 čast v imenu tega našega muzeja tudi voditi. Hvala vam, dragi člani Skupnosti muzeja Slovenije, za zaupanje in hvala članom in članicam predsedstva za vso podporo. Predvsem pa velika hvala vsem vodji sekcij in njihovim ekipam. Sekcije so v naši skupnosti vedno pomembne, pa tudi samostojne in na današnji dan podijo. Sekcija za vprašanje in komuniciranje Nataša Bežnik, ki je tukaj, Tina Košak in David Kožar, ki ste se upravičila. Potem sem hvaležna, da je z nami Ajda Punkter, ki vodi sekcijo za konzervatorstvo in restauratorstvo, Tita Kolenka za svojo celo ekipo in sekcija za muzejsko dokumentacijo, neutrudna Jelena Marušič, sekcija za tehnično dediščino in Tamara Andreje, sekcija za kustose. Če mora biti namreč predsedstvo srce, so sekcije naše močne in zdrave, odlično pretočne življenje. Da pa lahko praznujemo, seveda, če gremo nazaj, so zaslužni vsi predsedniki in predsednice predsedstva, vsi podpredsedniki, vsi člani vodstva skupnosti, ki je danes ne bomo imenovati, ampak jih bomo objavili, je pa obletnica prava priložnost, da vse eno. In mislim, da imamo takrat čas, da vse te naše predsednike imenujemo, se spomnimo pokojnih in se zahvalimo živečim ter prisotnim. Kot sem že omenila, je bil prvi predsednik Radko Polič iz Muzeja Ljudskega muzeja. Potem je bil 2 leti Marjan Vidmar, Tehniškega muzeja, pa potem 3 leta od 74 do 77 Peter Petrov iz Narodnega muzeja. Nasledil ga je za 3 leti Matija Žgajnar iz Muzeja Ljudske revolucije oziroma današnjega Muzeja novejše in sodobne zgodovine, pa potem iz Mestnega muzeja Ljubljana, 2 leti dr. Ljubila Belešnik in Črnkec. Iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje je vodil 2 leti skupnost Matija Urko, potem je to predal Janezu Kosu iz Mestnega muzeja Ljubljana in potem do leta 1987 vodi iz istega muzeja skupnost dr. Matija Žanji. To so vsi naši pokojni predsednice in velika hvala. Potem pa bi moral danes biti z nami Moris Bombač, še včeraj mi je pisal, da pride, žal danes ni mogel, ampak se je zelo veselil našega srečanja z nami v več let. Pa potem Ralf Čepka Pimencin iz Slovenskega etnografskega muzeja 3 leta,
ki je to nalogo predal za 3 leta, vedel 8 prav tako iz Narodnega muzeja. Nasledila je naša draga Andreja Richter, ki je bila predsednica dr. Imenovane za ministrico. Hvala lepa, Andreja, en aplavz. Jaz sem si tako predstavljala, da vstavljate, ker vam zaploskamo, Maja pa potem bomo podelili očizo. Tako sem si to predstavljala. Zdaj smo izjemno veseli, da je z nami Zdenko Fizelj. Najlepša hvala. Štiri leta je skupno vodil tudi Gorazd Jarh. Hvala lepa. Rekorderka, pa seveda naša draga Medika Fujs, 9 let je vodila skupnost Muzeja Slovenije. In potem od leta 2015 do 2022 Aleksandra Berber-Islana iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, ki pa se je opravičila. Tako da res velika hvala. Veliko stvari ste imeli za narediti, ste jih tudi naredili. Naj pa povem, da je predsedniki in predsednice prihajajo iz 11 različnih muzejev. Torej, tudi tako kot v ustanovitvi, tudi 55 let kasneje, članice Skupnosti Muzeja Slovenije povezujejo skupni interes reševanja nebranih poklicnih in statusnih vprašanj, na primer zelo aktualna prenova področne zakonodaje. Naše sekcije skrbijo za strokovni rast zaposlenih različnimi dogodki, kot so poletna muzejska noč, igro za dediščine, pa naših projektov so prijazen ali vstop v muzej, pa s to spletno akcijo naprej v preteklost, oblikovano v času, ko smo bili zaprti v COVID-u, da še naprej izjemno močno in aktualno, pa z vsem tem skupaj in vsemi vami predstavljamo, kako mi promoviramo slovenske muzeje in galerije, ter prek njih celotno kulturno in naravno dediščino, za katere skrbimo. Pa danes ponovno tudi s tiskano in digitalno brošuro, katalogom članic, imate jo na stolu, boste lahko vse pregledali, ampak to je bil kar zajeten projekt našega jubilejnega leta, za katerega je zaslužna uredniško delo Nina Svikler, ki je žal bolela, in nas stalni sodelavci oblikovali za Uroš Vedler. Hvala lepa. Malo so pomagali tudi mi, da z mojo Hakan Sajem. Pa seveda vsi tisti, ki ste pridno poslali podatke. Torej, ta sprehod skozi naš arhiv, tukaj se moram malo posluti, kot predsednica z Gabelom, kako se temu reče, ker nimamo še ravno urejenega arhiva, to bi se za nas muzealce spodobilo, ampak verjamem, da bomo tudi uspeli. Prikazuje res različne bojne čase. Ves čas nekako od 20. in 21. stoletje je čas velikih sprememb, je čas, ko so bili novi ustanovljeni muzeji, ko se družba spreminja. Je tudi čas, na primer, ko je leta 1998 podeljevanje Varnostne nagrade kot skupnosti prevzelo Slovensko muzejsko društvo. In veseli smo, da dobro sodelujemo tako s Slovenskim muzejskim društvom, kot Stikom Slovenija in skupaj skrbimo za razvoj in utemeljitev vloge muzejev ter dosežkov muzealcev, ki so predstavljeni tako doma kot v tujini. Napovedujemo tudi ponovno naša odličja, predvsem za določena področja našega delovanja, ki so velikokrat prezrta. Poteka v predsedstvu sekcijah izjemno pestra in zanimiva debata in priprave, tako da o tem mogoče na kakšnem drugem dogodku in manj slovesni. Pa gremo še malo izven naših meja, ker vemo, da je naša skupnost tesno vpeta evropski prostor. Je tudi ustanovljena aktivna članica mreže evropskih muzejskih organizacij, kjer se oblikuje evropsko muzejsko krajino in aktualne teme, kot so odziv na podnebne spremembe, kot že rečeno trajnostni razvoj, družbeni pomen, odgovornost muzejev in neodvisnost, pa tudi ta danes tako slavni angleško poimenovani well-being,
oziroma dobro počutje, oziroma dobro in kakovostno življenjsko okolje in možnost za kakovosten način življenja. In tukaj seveda zagotovi eden najpomembnejših deležnikov. Torej, kot rečeno, v muzeji imamo številne naloge. V različnih obdobjih se iz te številnosti dopuščajo v sodobno zgodovino in navdušenje. In poleg celovitega varstva premične dediščine, ki se neločljivo prepleta nepremične nesnovno dediščino, je v 21. stoletju vloga muzejev predvsem služenje skupnosti. Kako gradimo zaupanje javnosti in te naše skupnosti? Kako vodimo in upravljamo z muzeji? Kakšna je naša blagovna znamka in ugled? Kako uresničujemo načela sodelovanja, plačevanja, miru, strpnosti, spoštovanja, razumevanja, dialoga, dostopnosti. Pri vsem tem smo zavezani nenehnem razmislku o preteklosti in naših različnih vlogah v sodobnosti, ker iz te preteklosti, ki je v naših rokah, aktivnosti in dosežkov ob letnicah velikokrat napovedujemo poti naprej, ter predvsem določimo našo dediščino. Pa predvsem tisto, o čemer se sama zelo veliko sprašujemo. Kakšen projekti smo, kako bo čez 50 let v tej dvorani potekal recimo 105 let skupnosti muzejev Slovenije in kakšen bo pogled ta nazaj naprej. Pa pustimo to, danes je pomembno, da se zahvalim vsem članicam naše skupnosti, kajti članarina je naš osrednji vir financiranja in tudi naš vir neodvisnosti. Hvala Ministrstvu za kulturo in drugim ministrstvom, vsem ustanoviteljem, vsem podpornikom. Hvala vsem, ki ste sooblikovali, še naprej sooblikujete našo skupnost muzeja Slovenije. In na koncu pa je enako zelo pomembno. Hvala Narodnemu muzeju oziroma naš dragi Matej Kozabel, kajti Narodni muzej je naš sedež, oziroma je naš dom, že dolgo let. In hvala, da v bistvu lahko do teh 204 let našega prvega muzeja sledimo tudi malo na Ljubljane, da uresničujemo to originalno dostopnost do kulture vse posod. Čestitke Narodnemu muzeju, res hvala tebi. Torej, sedaj pa še vam hvala za poslušanje. Tudi če nam fortuna ne bo danes podarila finančnega bogatstva, nam pa je podarjeno bogatstvo te naše skupnosti in naj bo tako še dolgo. Hvala. Današnji dogodek je priložnost, ko smo že slišali, da se ozremo nazaj, premislimo o pomenu povezovanja muzejev v Sloveniji. Poslanstvo torej, ki ga skupnost uspešno uresničuje že 55 let. Skozi to obdobje so muzeji skupaj gradili mrežo sodelovanja, izmenjave znanja in strokovnega razvoja, kar seveda bogati tako muzejsko stroko kot tudi širšo javnost. Prav v tem duhu povezovanja še enkrat omenimo, da je bilo torej 15. oktobra 1891. leta ustanovljen najstarejši muzej v Slovenskem, danes Narodni muzej Slovenije, kjer, kot smo tudi že slišali, in seveda je treba ponoviti, ima že vrsto let sosežni skupnost muzejev Slovenije. In tako sedaj k besedi vabim tudi direktorico Narodnega muzeja Slovenije, doktorico Matejo Plus-Zabel. Spoštovani kolegi in kolegice, visoki gostje, draga Meta. Ja, prav na današnji dan, pred natančno 204 leti, je bil ustanovljen prvi muzej na ozemlju današnje Slovenije, in sicer Deželni muzej za Kranjsko v Ljubljani. Pomemben podatek je, da je zaživel v slabih 2 desetletji za prvim regionalnim muzejem Avstrijskega cesarstva, namreč Madžarskim narodnim muzejem v Budimpešti, ter 10 let za Deželni muzej za notranjo Avstrijo, sedanji univerzalni muzej Joanneum, ter pred muzej za Somograško v Salzburgu, Tirolsko v Innsbrucku in Koroško v Celovcu. Vloga teh ustanov, ki so odrasli iz razsvetljenskega pojma znanosti in tudi zgodovine, je bila predvsem v poudarjanju pomena pokrajine,
torej tiste pokrajine, ki so jo muzealizirali in sicer v smislu narodotvornosti, na Češkem in Madžarskem, pa tudi v smislu državotvornosti. Temelj njihovega delovanja je bilo poleg zbiranja in razstavljanja največjih dosežkov domovine, od kulture do znanosti in narave, predvsem izobraževanje in s tem širjenje vrednot ter vzpostavitev širših identifikacijskih enot. Ta njihova vloga, s katero se je povezal tudi ugled naroda, se je izražala na primer še v reprezentativnih stavbah v monumentalnih historičnih slogih, ki so bile zgrajene za te muzeje, z bogatim kiparskim okrasjem in z alegoričnimi temami poslikav njihove notranjosti. Danes je vloga muzeja povsem drugačna. Ena od najpomembnejših je prispevek k razumevanju sedanjega časa, ki se kaže kot pripenjanje zgodovinskih tem na sodobnost, na pereče probleme, ki definirajo naš svet. Vloga muzeja torej ni več poučevanje, vzpostavljanje in posredovanje absolutnih resnic, ampak izpostavljanje in opozarjanje na probleme ter ponujanje vsebin, ki obiskovalce bogatijo in jim ponujajo orientacijo v vedno spreminjajočem se svetu. Tudi danes nam, podobno kot marsikdaj v preteklosti, grozijo destabilizacija življenja in sveta, kot ga poznamo. Muzejski predmeti opozarjajo, da je bil nekoč svet, ki je bil zelo podoben, a tudi zelo različen od današnjega. Človeško življenje je bilo prav tako razpeto med svetlobo in senco, med vsakdanjimi dogodki in obveznostmi ter med strahom pred grozečimi nevarnostmi. Zavedamo se, da se iz preteklosti učimo za prihodnost, da lahko razumemo poteze razvoja, je interpretacija predmeta enako pomembna kot sam predmet. Muzejski predmet je nosilec informacij, materializirani ali predmeteni spomini. Muzeji so torej zgradbe kolektivnega in s tem povezanega zgodovinskega spomina. Lahko celo rečemo, da v muzejih obstaja materializirana zgodovina, ki je kljub svoji večji minulosti dostopna v sedanjosti. Šele utemeljena interpretacija na podlagi temeljitega strokovnega dela razkrije zgodbo, vlogo in pomen predmeta, ki se nato z drugimi združi v sintetično predstavitev preteklosti. Pomemben vidik je tudi preučevanje predmetov kot posrednikov kulturnih vrednot, namreč izsledki zato vplivajo na krepitev narodne zavesti in poudarjajo pomen kulturnega in tehnološkega razvoja Slovenije in njenega sožitja z naravo. Povezani so tudi s trajnostnim razvojem, skrbjo za okolje in sočloveka, dobrim počutjem in veščinami, ki vse to zagotavljajo. Morda vas je obšlo nelagodje, ko ste slišali sintagmo, da so muzeji shrambe. Muzeji so vse kaj drugega. V njihovem odnosu do obiskovalcev in različnih skupnosti so predvsem poudarjeni participatornost in inkluzivnost. Naše razstave so interaktivne, kot metoda posredovanja informacij izberemo sistem interpretacije ter omogočamo potopitvene izkušnje in sprehode po virtualni in analogno-virtualni realnosti. O povezovanju muzejev je pravkar govorila Alenka, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije, zato naj samo omenim, kako ključno je to. Saj samo vsi skupaj tvorimo tisto, čemur je hrvaški muzeolog Tomislav Šola rekel v 80-ih letih 20. stoletja, ko je sodeloval pri pripravi slovenske mreže muzejev, je rekel temu Slovenjanom, torej Muzej Slovenije. To pa smo lahko le vsi skupaj. Svoj nagovor bom sklenila s čestitkami drugi članici Skupnosti muzejev Slovenije, ki prav tako v tem času praznuje svoj rojstni dan, to je Pomurski muzej Murska Sobota. Vse najboljše, iskrene čestitke in hvala za pozornost. Skupnost
muzejev Slovenije danes povezuje torej več kot 70 muzejev in galerij. Če bi temu upoštevali še posamezne enote, bi ta številka bila precej višja, oziroma o tem priča nazadnje tudi knjižnica, ki vas je danes počakala na sedežih. No in čeprav smo muzeji in galerije med seboj raznoliki, nas povezuje skupno poslanstvo, med drugim, kar smo tudi še slišali, ohranjati in približevati bogato dediščino različnih javnosti. Naš gostitelj, Posavski muzej Brežice, to poslanstvo uresničuje že čez zgodovinih 76 let. Prav vsi se zavedamo, kako pomembna je pri tem seveda podpora okolja, v katerem delujemo, in hkrati tudi razumevanje ustanoviteljev. V besedi vabim sedaj predstavnika ustanovitelja Posavskega muzeja Brežice, gospoda Bogdana Lovšnika, podžupana občine Brežice. Hvala lepo. Lepo pozdravljeni v Brežicah v naši veliki dvorani. Pozdrav izredno meni našega župana Ivana Volanja in tudi v svojem osebnem imenu. Kaj reči v takem dogodku? Lepo je slišati številke, bilo vas je 33, 70, danes vas je 75. Koliko ste rekli, v tej brošuri je več sekcij, približno 120. Čez 50 let bi jaz rekel, da ne vas mora biti 80, več vas ne more biti, 120 vas ne more biti. Čestitke za vaše emocionalne delo. V imenu lokalne skupnosti čestitke zahvala tudi Ministrstvu za kulturo, za ohranjanje dediščine, za podporo naši lokalni skupnosti, našemu gradu Brežice, Posavskemu muzeju Brežice. Občina ne more financirati vseh teh projektov, ki jih imamo v zadnjih letih, imamo vodovodni stolp, grad Brežice, tako da hvala lepa še enkrat v imenu občine. Kaj še reči, lepo vas je gostiti v naši prijetni dvorani in moram tudi reči, Alenka, danes sem prvič prišel v tej dvorani, naj vse se nahaja. To bi prosil, Alenka, vse ko bo kakšen dovolj, prosim, če si vzamem čas, pa poveš malo, kaj se nahaja v tej prijetni dvorani. Še enkrat hvala Števa, hvala Alenka za vaše dosedanje delo, hvala vsem predsednikom, dali ste dobre temelje, bom rekel, vam malo mlajšim. Jaz vedno pravim takole, mladost na zagnanosti, mladost starejši, pa ne ste najboljši rezultati, tudi tukaj, kot kažem tako. Jaz bi to današnjo govor zaključil z besedami, tukaj, ko je predsednica napisala v tej brošuri, hvala vsem, ki služite naši dediščini. Jaz bi pa rekel še hvala vsem, ki skrbite za našo dediščino. Res je to vaša služba, ampak s vašo skrbjo imamo danes take objekte, kot je naš Posavski muzej Brežice. Jaz sem želim še prijeten dan v Brežicah, verjamem, da boste imeli še veliko lepih trenutkov danes in da bo lepo poskrbljeno za vas z lokalnimi dobrodami v tekoči drugačni obliki. Uživajte še naprej, hvala lepa, sem se poprej sreči naprej. Hvala. Delo muzejev in galerij je izjemno pomembno. V njih, kot smo že slišali, ohranjamo našo dediščino, torej tisti del preteklosti in sedanjosti, ki nas povezuje, nas uči in nam pomaga hkrati razumeti to, v bistvu smo. Da pa lahko muzejski strokovnjaki svoje poslanstvo uspešno upravljamo, pa ni dovolj le predanosti. Potrebno je stalno izpolnjevanje, pridobivanje novih znanj in razumevanje sodobnih pristopov, od digitalnih tehnologij in trajnostnega upravljanja in vključujočih ljudi v sodelovanje z javnostjo. Prav zato ima Skupnost muzejev Slovenije s svojimi sekcijami izjemno pomembno vlogo. S programom izobraževanja, strokovnimi srečanji in izmenjavami izkušenj omogoča, da se muzejski strokovnjaki povezujemo, učimo in skupaj rastemo. Ministrstvo za kulturo svojo podporo takšnim pobudam krepi razvoj muzejske stroke ter pomaga, da muzeji postajamo pomembni prostori znanja, dialoga in ustvarjalnosti.
Prostori, ki povezujejo preteklost, sedanjost in se z odgovornostjo ozirajo v prihodnost. V besedi vabim sedaj današnjo slavnostno govornico gospo Špelo Spanžet, generalno direktorico Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo. Lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovana predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije, spoštovani člani predsedstva, spoštovani direktorji in vodje enote muzejev, kot smo slišali, Slovenska muzealka in muzealci, dragi gostje, dame in gospodje. Če se na začetku malo pošalim, sem tako rekoč v trojni vlogi danes, v trojni vlogi, ki mi vzbuja mogoče malo nelagodja. Vem, da ste pričakovali gospod ministrico, ki se opravičuje, brani ste regijski obisk vlade v Murski Soboti. Udeležila se je ministrica tudi za zgovor, seja vlade potekla v novih prostorih arhiva v Murski Soboti in upamo, da se bo danes tudi ob tej priložnosti slišalo tudi nekaj o kulturi. Druga situacija je, da so bili govorci pred mano sjajni, da bo moj nagovor nekoliko drugačen. Seveda tretja pa je, da vsi verjamem, zelo nestrpno čakamo kulturni program, ki temu sledi. Vsej večina nas je prišla tudi z mislijo na ta del. Tako da bom hitra in računam na vaše razumevanje. Skratka, zahvaljujem se za povabilo na vaše praznovanje. Veliko veselje mi je vas lahko nagovorim v imenu Ministrstva za kulturo. In vam v imenu ministrice dr. Aste Vrečko in pristojnega državnega sekretarja Matevža Čelik-Vidmarja tudi čestitam 55-letnici vašega skupnega dela. 55 let je in ni dolga doba. Dobrih 55 let ni dolgih, recimo skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja, niti na luči historične distance presojanja umetnostnih dosežkov, kulturnih pojavov ali celo zamudništva slovenskega prostora, v katerem se nam predavajo v času našega študija. Je pa dovolj dolga doba, v kateri se lahko zgradijo trdni temelji povezovanja, medsebojne izmenjave in bogatenja. In še daljša doba, če so prejšnje nezgodne. Z današnjega vidika tehnološkega, informacijskega, znanstvenega razvoja ali pač družbenega, političnega, okoljskega razvoja, pa se zdi ta doba skoraj predolga, da bi jo lahko vnaprej videli. V tem sjajnem historičnem okolju in v tej oblični družbi lahko morda najbolj odkrito razmislimo o izzivih muzejev kot kulturnih institucij in kot javnih družbenih prostorov, o njihovi neodtujljivi, a še pa pogledni vlogi pri spodbujanju kulturnega udejstvovanja posameznika in zagotavljanju dobrobiti skupnosti. In s tem ključnem prispevku pri grajenju demokratičnih, vključujočih in povezanih, sočutnih in za vse odprtih družb. Družb, ki cenijo moč jezika in podobe, vrednost besede, predmeta, prostora in zgodbe. Družb, ki razumejo nujnost dostopa do temeljnih virov in raznovrstnega gradiva. Družb, ki spodbujajo znanje, vedenje, kritično mišljenje in angažman, ki razumejo, da je trajnostno in vzdržno delovanje temelj za prihodnje generacije in planete. Na Ministrstvu za kulturo se zavedamo poslanstva, vloge in potenciala muzeja. Hkrati z razumevanjem ovir, izzivov in okoliščin, v katerih delujemo. Ali drugače, spodbudno pogledamo na realne. Pretekle zamahljene priložnosti presojamo z novim posluhom. Neuresničene želje zamenjamo s novanjem priložnosti za njihovo uresničitev. A tudi tu je skupni imenovalec sodelovanje in dialog, izmenjava in razmislek.
S pomočjo skupine mozaik in mozaikcev smo pripravili prvo nacionalno strategijo za muzeje in galerije 2024-2028, ki muzeje uveljavlja kot nosilce in soustvarjalce trajnostne prihodnosti. Strategija se je posvetila fizični in digitalni dostopnosti muzejskih zbirk, sodobnim stavbam in opremi za poglobljeno in celovito izkušnjo učenja. Izpostavila pa je seveda tudi strokovni razvoj zaposlenih za izvajanje sodobnih programov za obiskovalce. Prepoznala je tudi mednarodno vpetost slovenskih muzejev in poudarila podporo mednarodnim kulturnim izmenjavam in raziskovanjem. Nekatere izmed omenjenih poudarkov smo lahko že takoj neposredno vključili v aktivnosti ministrstva. Z mislijo na muzejske prostore in programe smo recimo preoblikovali razpis za oživljanje kulturnih spomenikov v lasti občin in zasnovali investicijske projekte ter upravljavske programe, ki jih vodi Ministrstvo za kulturne spomenike v lasti države. V okviru sanacije in razvoja pri poplavah smo zasnovali poglavko z regijskega področja. Že vidimo rezultate teh projektov in se veselimo novih pridobitev, recimo Naravna, Samožeča, Postojna, Ajdovščina, Tolmino, Bledu in že težko čakamo projekte recimo na Ptuju, Celju, Velenju, Kostanjevici, Črnomlju, Bistri, Pišecah in mnogo drugih. Sistemsko posodobitev državne javne službe muzejev smo naslovili ne le v omenjeni strategiji, temveč tudi v skupnem delu pri pripravi predloga zakona o varovanju kulturne dediščine, kjer muzeji v sklopu javne službe osnovne in nesnovne dediščine bistveno okrepljeni in povezani celoten sistem ukrepov varstva na državni in lokalni ravni in v široko polje varovanja dediščine, ki je vključujoče, sodobno in temelji na skrbi za skupno dediščino in vključevanje dediščinskih skupnosti. Hvala vsem za produktivno in konstruktivno sodelovanje, za diskusije, za odprtost, z delom seveda nadaljujemo. Sočasno bomo skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi tudi v prihodnjem letu zagotovili nove zaposlitve v muzejih. V tistih muzejih, ki upravljajo državno javno službo, ne glede na ustanoviteljstvo. Postopoma, žal ne naenkrat, ampak vztrajno. Na ta način krepimo javno službo in se odzivamo na potrebe, s tem gradimo tudi boljše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Temu v resnici sledimo tudi na Direktoratu za kulturno dediščino, ki ga vodim, kjer bomo z reorganizacijo našega dela kmalu okrepili ekipo skrbnikov muzejev, da boste imeli v nas še boljše sogovornike. In ne nepomembno, končno vzpostavljamo področje nesnovne dediščine kot polnokrvni del kulturne dediščine, ki je tako zelo pomemben, dinamičen in prisoten tudi v muzejskem delu. Spoštovani kolegice in kolegi, dovolite še nekaj osebnih misli. Ko pomislim na muzeje, na slovenske muzeje, pomislim na teme, pomislim, ki jih naslavljamo, na projekte, ki jih delamo skupaj, nacionalno in mednarodno. Recimo, kompleksna postavitev razstave v nekdanjem paviljonu v Auschwitzu, nominacije in predlogi za mednarodno uveljavitev in prepoznavo slovenske dediščine, UNESCO, znak evropske dediščine kulturne poti, ali pa projekte v okviru mednarodnih predstavitev Slovenije, kot sta bila mednarodni knjižni sejem, frankfurtski knjižni sejem in pa še aktualna evropska prestolnica kulture v 25. Ko pomislite na slovenske muzealce, pa v resnici najprej pomislimo množico vlog, ki jih opravljajo. Ste skrbniki zbirk, ste raziskovalci, ste komunikatorji, ste interpretatorji, ste v resnici tudi turistični delavci, ste upravljavci, ste projektni vodje, vodje investicij, mediatorji, zagovorniki in še in še in še. Zato bi rada verjela, da skozi naše delo z vami
tudi vi profesionalno in osebnostno rastete. Na koncu še enkrat čestitke k vašemu jubileju. Računam na naše odlično sodelovanje še naprej. Ob omenjenem, recimo še pri razmisleku o projektih in aktivnostih, ki jih želimo vključiti v program za črpanje kohezijskih sredstev za naslednje obdobje, nova velika priložnost, na kateri pa še mnogo premalo delamo. Za zaključek. Če so sodelovanje, povezovanje, spoštovanje lastni kulturi, so tako rekoč vpisani v kulturo, potem naj bo takšno tudi vaše in naše delovanje. Bodite solidarni med seboj, človeško popustljivi in empatični, povezujoči med matičnimi strokami in kategorijami dediščine, med kulturnimi, izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami, stanovskimi društvami. Bodite vključujoči do ustvarjalcev, posameznikov in do skupin, odprti do svojega okolja in razumevajoči do različnih skupin obiskovalcev. Tudi to je vaš DNA muzejskih profesionalcev in dopolnjuje etični pristop do dela, strokovne standarde in tudi zavedanje in ponos, da lahko vse ustvarjamo, kakšno družbo, kot si jo želimo. Hvala lepa. Kako lepo je Neštela že naročila, kdo vse je muzealec, kakšne so naše izpovednosti, kaj vse počnemo, kako nas različne poti vodijo tudi v muzej oziroma nazaj k naši dediščini. In bi nekaj omenila, najprej eno zelo pomembno stvar, namreč in prav je, da tudi danes lahko izpostavimo, od vseh naših talentih, pa imamo med nami tudi svetovno prvakinjo taekwondoja, našo podpredsednico, Tanjo. Čestitke, Tanji. Ampak seveda imamo tudi, naprimer, med nami odlično gimnastičen, jasno to Belosolnik, če tako imenujemo. Pa potem odlično je delovala kot ministrica za kulturo, pred Petra, če še enkrat omenim, pa zagotovo še kakšni drugi talenti. Pa potem imamo mojstra sabljenja, pa mojstra potaknjenja, pa mojstra v boksu. Pa naprimer tudi naša računovodkinja je odlična dekorativna in svetličarka, kar boste videli kasneje. Pa potem bi lahko rekli, da verjamem v številnih kolesarjev, igrate košarko, nogomet tečete, se sproščate z jogo, pečete potico, kvačkate, klekljate, ustvarjate odlično vino, imate mogoče najboljši krompir in najlepše rože. Sama sem na tej kodru še preden sem postala duhovna oseba tega muzeja, dala več kot 50krat ozvolo slavevka. Sedaj imam seveda tukaj samostojne koncerte. Večinoma brez publike, še posebej sem odlično pela med dogovorom, včasih pa posebej na 8. februar, pa boš mogoče prišel povedaj poslušati, pa imam seveda tudi skupinske nastope z obiskovalci. Med drugim sem si tudi ta suknjič za danes rešila sama. Torej, z našimi številnimi talenti dokazujemo, da smo muzealci res skupnost različnih vrsti. Pa potem tudi lahko vedno rečemo, da je naše delo privilegij, poslanstvo, naša predanost dediščini pa način življenja in pomembna istovetnost. Ta Viteška dvorana je od prvega dne, mogoče do 15. avgust 1702, ko je lastnik gradu, to je naš grof Ignac Marija Aten,
praznoval 50 let. Žal si večina od nas ni mogla privoščiti take dvorane za Abrahama, ki smo že četiri, mogoče boste kateri še, ampak seveda ta naša dvorana je ves čas gledališče vključena. In če takrat modni orkester, mogoče kaj podobnega, ko so te dame gor, igral naprimer na violo da gamba, na harfo, lutno, na pihane in dobrila in so bila dela določenih skladateljev, naprimer Slovenca Viteka Poša, bomo danes 323 let kasneje imeli čas na našega izjemnega kolega Toneta Tončka Kregarja, pevca skupine Mitva, ki je ravno pred 11 dnevi ob 300-letnici delovanja ta skupina, ki je več let bila polnila stožnico. Torej tam je bilo koliko 13 000, 11 000, malo sem povečala, interpretacija, 11 000, tukaj pa nas je vtiči toliko, koliko nas je. Tako da, hvaležni, da ste skupaj s svojim prijateljem Jernejem sprejela to nalogo današnjega dneva in da si od študenta do kustosa ter danes direktorja Slovenskega muzeja leta 2025, pa tudi muzeja, ki je bil še imeno Muzeja ljudske revolucije Slovenije, med ustanovitelji skupnosti muzejev tukaj z nami. Naj povem tudi, da je ta muzej dolgo tudi sedež oziroma osrednje administrativno telo naše skupnosti in da je bila tukaj res gonilna sila zaposlena oziroma naša gradovanjica Podlazek. Vem, da ne more danes med nami, ampak nadaleč smo jih hvaležni vse delo. Torej, dolgo vod v muzejstvo, a na dan tudi smo gospod. Ampak vseeno, čas je, da naš kolega muzejec Novi Kregar zamenja čevlje in prvič to spevec nastopi za muzejce. Pa še v najlepši dvorani, sicer ne za 50, ampak za 55 let naše skupnosti Muzeja Slovenije. Torej, Novi Kregar je najdiran. Sem si šel pokazati svode, so čisto suhih ust, pa ni dobro, to vrsti nastopo. Spoštovane kolegice, kolegi, draga Lenka, vse, kar se nekaj drži, edino 300 let, ko nismo šli 30 let. Ste posebej v porodilo še ena ideja, rekel sem prav, da kakaj resnični talenti se premoremo muzejci. Jaz mislim, da mi muzejci pravzaprav sledimo nekemu globalnemu, tudi nacionalnemu trendu, ki ga recimo pri nas upravna industrija. Zdaj, mi smo pravzaprav prototip dvojne rabe, recimo, res je zelo točno to. In seveda sem počaščen, počaščen res za muzejce, vsaj uradno še nismo nikoli nastopila, treba je skoraj primerjivati tiste stožicah, zato bomo začeli, da razbijemo to nervozo z enim ratom šliškanjem. Čakal sem celo jutro, celo noč, večer in dan pred tem. Od nikoder ni bilo korakov, moj del zaspal je drugi dnev. Je to res sedaj narobe, da je treba končati. Kdo bo zdaj prenašal moje fore, kdo smejal se mi obrat. Strani vrsti pod zastavo smo bili nekaj boljšegi. Gazili, jedli travo, brez besed prelili svojo kri. Za Boga, za Boga, vino, da zamenjamo glas. Za štirko čiko, liter vina, pa da malo pijemo
čakal sem te pred čakal nekaj boljše čase, preveč butast, preveč let, da bi mogel misliti nase. Tako je čisto na začetku, ko je svet še zadnjič bil iskren. V svetju materinih prsi, padle ruka šaja, ni me hranava. Se podvize, da bi zrasel, se naučil, da bi razumel. Da če prej bi znal početi se tisto, kar kot drug je mislil, da bi htel. Čakal sem te kot kreten, čakal nekaj boljše časa, preveč butast, preveč let, da bi mogel misliti nase. Čakal sem te kot kreten, čakal nekaj boljše čase, preveč butast, preveč let, da bi mogel misliti nase. In sem videl kot kreten, videl nekaj boljše čase, preveč butast, preveč let, da bi mogel misliti nase. Vse življenje kot kreten, sanjam nekaj boljše čase, svetla je resnic v tej, prosto bo prištelo. Kar daš pod svet, kar daš pod svet. Sva seveda poskusila najti 5 pesmi, v katerih ni niti kančka, recimo kakih neumestnih besed, kot bi rekel, ampak nisma našla. Da sva zbrala tiste, ki vam povzročijo najmanj škode. In sem htela, da vam realizira, ker praznujemo, ker govorimo o praznik, naše, vaše, naše, tvoja narava seveda, in ena praznična. Zgubiłem za praznik, kot sivec zbujala takrat. Ko prvi maj je bil v zelenju regletovih trat. Osla sva ležala, ko je pozabila na prazu. A se še spomniš lušt ujitih kitov tvojih lat? Preden stavljajo držat, zakaj od vhoda seveda spirala na travje. Si pač odšla za njim, ki ti bo lahko nekaj dal. Čudovita žal, v stoletju krasnega moža je, ki lahko kupi
brez velikih strinjanj, brez lažnih upov in želja. Sanjam pretekle dni in čakam jutra praznih dan. Ki ga strpetno ljubim stava. Zbudi me za prvi maj. Zbudi me, ko stavbo daj. Zbudi me za prvi maj. Zbudi me, ko stavbo daj. Hvala lepa tudi v mojem imenu, kolega Tone, seveda malo nervozen danes. Je rekel, da pred toliko znanji bi že odskočil s tem nastopom. Čeprav odstotek je danes bistveno višji kot moje. Evo pa še ena taka, ki tudi po malem že sodi v muzej, pesem, ki govori o nočnem valu v našem rojstnem kraju Rogatcu, ki ga že dolgo ni več. Rogatca več. Malem kraju, v mali ulici, stane mali ročni bar. Tam si dolgo, če si bil fejsa, ljubiš že zadnji dan. Glavna faca pa je bil Mačar, ko je tu pa tam igral. Skalo je štiplat samo en komat, pa še tega bolj naspod. Samo tebe imam, samo tebe dam. Samo s teboj ljubim, samo s teboj igram. Samo tebe imam, samo tebe dam. Samo tebe sanjam noč in dan, ko sva skupaj nisem sam. Samo tebe
samo tebe treba. Samo tebe treba. Samo tebe stoja noćine. Ko stvar skupaj nisam sam. Hvala lijepa. Ambijent je res čudovit, slovesnost je res resna, ampak če to kaj podobno kot kolegica Vinka ima zraven, tak tiho zapoje, verjetno ne bo to smrtni greh, ne? Ko smo že pri smrtni grehu, bitva v nobeni od najnih skladb nimama Fortune, mama pa Matildo. Isto, ampak za silovo, ne? Drži? Greva. Eno malo bolj na postrok. Vsaka čast Matilda, lepo skrbi za red. Brez tebe in pretesem bil preširni svet. Nekdo me pač mora ustirati promet. Gori pa slovesna, če hoče sve vrtet. Očasti Matilda, kaporo Matilda, tista stridosti. Niti manj bogatstvo, briga za ime. Nihče se ti ne skrije, nihče ti ne zdrži. Tako svato dušo, sve gore spusti. Počasti Matilda, stopi na šoko, vstiri se v pol, stisni palici, svira nočo, za te je dobra, za te kratka bol. Počasti Matilda, stopi na šoko, vstiri se v pol, stisni palici, svira nočo, za te je dobra, za te kratka bol. Prosite Matilda, kar lepo po vrsti, naj te ne prehitro zastrpijo prsti. Pustili ste nočnik, izogli ste stiglo. Če mi to ljubiš, za zmerom zmasti pot. Počasti Matilda, slabežnosti Matilda, ko pride na jesen. Sebo je s potrudom, niči operat. Pod kostoma je klepano, ti stan položi glavo. Ti pa gledaj hitro, niči manj krvavo. Počasti Matilda, stopi na šoko, vstiri se v pol, stisni palici, svira nočo, za tebe je dobra, za te kratka bol. Počasti Matilda, stopi
še kaj sladkega. Dobro vem, da od spominov bolj tužno se živi, da obrambene vse ime so nama, a me vleče kako druge, ki so viva in dajta, da odavam svet tjem tisti mali kraj. Od goroba, rad pekarno svoje kruha zjutraj odre, Stelokina, kamor treba, je čez most. V koncu prevolja mali nočni bar, na toplim, na sonce in mladost. Bila je sladka kot med, bila je nežna kot zid, bila je točna od drugih besed. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezdo ujet in jo pustil počasi vrnet. Kako takrat slišim zvok, vidim barve, tribam stvari, pa na vzkrenih strušim obrazno malico. Ki še čutim in korak, kot hanja so na vlak, zavežil bo malička za stolom. Da je sladka kot med, da je nežna kot zid, da je točna od drugih besed. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezdo ujet in jo pustil počasi vrnet. Dobro vem, da pri spomenih se človeku glavne zdi, da za nazaj izgleda vedno vse bolj lepo. A tukaj prisežem ni me strah, zalotim se, da mislim le na njo. Bila je sladka kot med, bila je nežna kot zid, bila je točna od drugih besed. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezdo ujet in jo pustil počasi vrnet. Da je sladka kot med, da je nežna kot zid, da je točna od drugih besed. Jaz pa hotel sem svet, svojo zvezdo ujet in jo pustil počasi vrnet. In jo pustil v rogaci ali pa v Brežicah, še marsikje, pa kjer je ravno 55. obletnica cvete.
kakšna glasbena poslastica, bi lahko kar nadaljevali, ne? Bomo takoj nadaljevali z vsem, za konec samo še nekaj besed. V današnjem prazniku torej z zanosom in ponosom gledamo tudi v prihodnost. Zavedanje, da je moč muzejev prav v povezovanju, sodelovanju in skupnem varovanju kulturne dediščine. S temi mislimi zaključujemo sedaj tudi uradni del današnje akademije in nas vabimo na pogostitev ter prijetno druženje, mogoče še s kakšnim glasbenim uživom, v vinski kleti Posavskega muzeja Brežice. Čakajo nas lokalne dobrote. Med njimi ima prav posebno mesto praznična pletrenica Srce. Srce, ki je več kot torta. Znanje in veščina izdelovanja sta vpisana v register nesnovne dediščine. Za nas pa ga je ustvarjala članica enega izmed nosilcev nesnovne kulturne dediščine, Društva kmetic Brežice, mojstrica Leja Balič. V strčesko obliko povit, z drobnimi testrenimi okraski in darjem velja predeni kruh za vrhunsko mojstrovino. Znanje in veščine izdelave pletenice so dediščina, ki je pomnjena, spričana in v praksi izvajana na širšem območju Brežic, ostaja od druge polovice 19. stoletja dalje. Posebna je po načinu izdelave in ikonografsko bogatem okrasju. Zanje so značilne uporaba kvašenega in nekvašenega testa ter izjemno natančna izdelava okrasja. Par ptičkov, vitresk, nageljni, glavice, mak in tokrat 55 let samostal Skupnosti muzejev Slovenije. Na ročno izdelan prtič iz belega krep papirja postavljena pletenica je okrašena z velicami domačega asparagusa. Iz testa, zavestenega iz prave količine sestavin in prave količine ljubezni, so znale kmečke ženske nekdaj oblikovati srce iz 5 kit. Tako znani tudi danes. In kot simbol dobrote, ljubezni in povezanosti, lahko tudi danes in jutri takšno srce izpričuje o predmetni spomin in napoveduje vse dobro v prihodnjem času. Mestanje in peka srca, kot mnoga druga opravila, prinesejo večji uspeh, če se jih opravlja srce. Tako kot srcem lahko trdimo, opravljamo tudi mi naše delo. In sedaj s srcem vabljeni v vinski klet. Kako? A jaz to upravičujem, ne bi sprejela še uradnega fotografiranja. Prosti.